Torej, drage novinarke, novinarji, predstavniki medijev, lepo pozdravljeni na novinarski konferenci ob začetku prazničnega oktobra, torej meseca oktobra, v katerem naša občina Brežice obeležuje svoj praznik. Pred nami je oktober, ki bo tudi letos zaznamovan številnimi dogodki, kulturnimi, športnimi in družabnimi. Program je izjemno pester in namenjen vsem generacijam, torej od najmlajših pa do starejših in tudi za vse okuse, ter tudi za naše turiste, ki bodo v tem času obiskali našo destinacijo Brežice. Današnja konferenca je namenjena, da vam predstavimo poudarke letošnjega brežiškega oktobra in seveda tudi ves program. Uvodoma predajam besedo gospodu županu Ivanu Molanu. Izvolite. Lep pozdrav tudi v mojem imenu. Nekako je že tradicija, da pred občinskim praznikom skličemo tiskovno konferenco. Seveda, da obvestimo naše občane in pa tudi javnost o dogodkih, ki se dogajajo. Obenem je pa seveda to tudi priložnost, da jih povabim, naše občanke in občane in vse, ki so v Brežicah, da se teh dogodkov seveda tudi udeležijo, kajti s tem kaže pripadnost predvsem ali svojem društvu, ali svojem kraju, na koncu koncem pa tudi občini. Mi v občini že kar nekaj let prakticiramo, da občinski praznik ni občinski praznik samo občine Brežice, ampak je res vseh občanov, zato se vključujejo večinoma v te organizacije, naše društva, naše krajevne skupnosti in pa tudi posamezniki, tako da občina praktično občinskim praznik organizira relativno malo svojih dogodkov, razen seveda svečana seja in pa še nekaj ostalih, ostalo pa pustimo predvsem našim društvom, našim krajevnim skupnostim, pa včasih tudi posameznikom, da predstavijo tisto, na kaj so ponosni. Seveda mi jih podpiramo tako na nek način moralno, tudi z manjšimi finančnimi prispevki in s tem seveda naredimo to, da je občina Brežice v oktobru res živa in pa da se dogodke dogajajo. To pa še seveda posebej za nas pomembno, kajti občina je tudi, kot veste, ena od najbolj turističnih občin v Sloveniji oziroma najbolj turistična občina v vzhodni koheziji in s tem seveda tudi dodatno popestrimo oktober pri dogodkih, kajti želimo si dogodke skozi celo leto. Poleti so določene prireditve, ki jih delamo preko Zavoda za podjetništvo Posavskega muzeja in pa ostale. V oktobru bojo bolj te dogodki, ki jih organizirajo društva v podporo občinskega praznika. V decembru letos pa bomo imeli ponovno tudi advent, kar pomeni, da bojo cel mesec tudi dogodki na sami ulici. In s tem seveda jaz verjamem, da tudi popestrimo predvsem našo turistično ponudbo, po drugi strani pa seveda tudi počastitev našega praznika. Sam osebno lahko rečem, da sem izjemno vesel, da se res vključuje vse več društev, da bo vse več dogodkov. To kaže, da je sodelovanje med občino, krajevnimi skupnostmi in pa našimi društvi, ki so izjemno aktivno, visoko in da imamo res en tak spoštljiv odnos, ki prinaša na nek način seveda dogodke za naše krajane, po drugi strani pa seveda take dogodki prinašajo tudi naše neke nove načrte za naprej, kajti mi ali pa občinska uprava občine Brežice želi občino razvijati po meri naših občanov in na takih dogodkih dobimo največ tudi pobud in pa idej, kako naprej. Toliko z moje strani, Laura pa bo bolj podrobno predstavila samo vsebino dogodkov, ki so jih prijavili naše društvo in pa vsi ostali organizatorji. Hvala, gospod župan. Torej, kot je že sam župan povedal, besedo predajam vodji kabineta župana, gospe Lauri Grejačič, ki bo predstavila številke in seveda podrobnejši program letošnjega prazničnega oktobra. Izvoli. Hvala lepa, dobrodošli vsi. Torej, mesec oktober je tisti praznik, ki tradicionalno obeležujemo različne dogodke, posvečeni pa so ustanovitvi Brežiške čete, mogoče da spomnimo. V letošnjem letu so društva, krajevne skupnosti, javni zavodi prijavili 87 prireditev. To so tudi prireditve, ki so zbrane v programu dogodkov tiskanem, ki ga danes in verjetno še jutri bo pošta dostavila na dom vsakega gospodinjstva v naši občini. Program pa je tudi objavljen na naši spletni strani.
Zdaj mogoče nekaj v številkah, malo sem pogledala skozi leta, torej število se giblje nekje od 60 do 90 dogodkov in v letošnjem letu smo spet na tisti ravni, ki je bila pred covidom, torej 87 dogodkov, skoraj 90. Medtem je 18 športnih dogodkov, od tega 3 pohodi, 6 koncertov, 10 razstav, 11 predavanj in delavnic, potem pa tudi dnevi odprtih vrat. Tradicionalni dogodki so pohod po poteh Brežiške čete, letos je to 49, torej naslednje leto bo jubilejni 50. pohod in tudi v letošnjem letu so se odločili oziroma smo se odločili, da se izvede v 2 dneh in sicer v petek bo pohod za učence šol, osnovnih šol v občini Brežice, medtem ko v soboto 25. pa je ta tradicionalni pohod. Letos je iz Pečic, ker se Sromlje, Pišece pa Pečice se izmenjujejo. Potem tradicionalni dogodki so tudi bizeljski ajdov kolač, letos je 18. po vrsti, potem sromeljska pešpot, ki je 22. po vrsti, Dobova se predstavi, ki organizira turistično društvo Dobova in v bistvu vsa leta, kar imamo Brežiški oktober, tudi oni v oktobru pripravijo to prireditev. In pa seveda kuhanje županovega golaža in predstavitev turističnih društev ter dan odprtih vrat vodovodnega stolpa. To je takšen dogodek, ki je postal tradicionalen in je namenjen vsem od otrok do starejših. To je druženje v tem občinskem prazničnem mesecu. Tudi nekaj pomembnejših obletnic bodo društva oziroma javni zavodi obeležili. 20 let življenja v skupnosti, Dom upokojencev Brežice, potem 70 let Gasilske zveze Brežice, ki bodo obeležili to za svečano akademijo, 80-letnica Gimnazije Brežice, ki obeležuje 80 let. Potem bo prireditev 50. obletnici delovanja Društva invalidov občine Brežice, Moški pevski zbor kapele slavi 105. obletnico delovanja in pa koncert ob 20. obletnici delovanja Mešanega pevskega zbora Cerklje ob Krki. Letos je Zavod za podjetništvo, turizem in mladino Brežice pripravil tudi 3 turistične dogodke, ki so namenjeni tako domačinom, da mogoče na nek drugačen način spoznamo naše kraje kot obiskovalcem. To je dediščina brodarstva na Mostecu, Mokriške zgodbe in pa Temne zgodbe Brežic. Gre pa za dogodke, ki so plačljivi in nanje se je potrebno prijaviti. Dnevi odprtih vrat, 5 se jih bo zvrstilo v Brežiškem oktobru, in sicer Večgeneracijski center Brežice, Društvo invalidov občine Brežice, dan odprtih vrat Mednarodne športne zveze ADA, Radio klub Elektron Brežice, njihov dan odprtih vrat bo v povezavi z dogodkom kuhanje županovega golaža in predstavitev turističnih društev, in pa Karate klub Brežice ima 2 dni dan odprtih vrat, namenjeno predvsem predstavitvi svoje dejavnosti za najmlajše. Mogoče bi izpostavili še nekatere dogodke naših javnih zavodov. Center za krepitev zdravja pripravlja festival zdravja, to bo v bistvu že tale teden, 7. oktobra, kjer bodo na voljo različne meritve, potem različno osveščanje o zdravem načinu življenja. ZPTM bo pripravil karierni sejem 2025, ki je namenjen osnovnošolcem, srednješolcem, tudi študentom. Posavski muzej Brežice ima tudi letos jesensko muzejsko pustolovščino, namenjeno je otrokom, in pa sejem rokodelskih veščin. Knjižnica Brežice pa se ob svojih dogodkih, poklonila tudi rožnatemu oktobru. Torej, oktober je tudi mesec osveščanja o bolezni raka na prsih in sicer bodo cel mesec imeli na voljo tako imenovano rožnato knjižno polico, kjer bodo na voljo različne informativno gradivo glede osveščanja. Mogoče še to, da je letos novost, in sicer spletna stran brežiškioktober.si, kjer so dogodki tudi objavljeni. Zakaj? Ker včasih se nam zgodi, da kakšno društvo mogoče pozabi prijaviti dogodek in ga v tiskano verzijo ni mogoče vključiti. To pa je dejansko, živa spletna stran, kamor lahko tudi dodajamo kakšne dogodke. Tako da vabljeni tudi, da to obiščete. Ja, tako 27. še poudarim enkrat, bo tudi občinska seja.
svečana, na katerem seveda bomo podelili nagrade, priznanje in pa razglasili, jaz verjamem, tudi častne občane. Bo pa letošnja tema nekako ali pa rdeča nit povezava s turizmom, kajti praznujemo 100 let turizma v občini Brežice. Seveda bo še 13. predvidevamo, da bo seja občinskega sveta, kjer bodo tudi nagrajenci, verjamem, potrjeni in pa vsi ostali. Mene ostane na koncu samo res, da povabim vse krajane, da se udeležujejo v svojih krajih ali pa širše teh dogodkov in pa da se vsem organizatorjem zahvalim, da so se vključili v ta naš mesec, ko praznujemo, kajti s tem seveda pokažejo tisto, kar delajo, najprej svojim krajanom, po drugi strani pa kažejo tudi neko pripadnost in pa zahvalijo občini, da jih podpira skozi celo leto. Hvala lepa. Ima morda še kdo kakšno vprašanje? Vkolikor ne, naj se vam zahvalimo za vaše poročanje in verjamemo, da se boste morda tudi v prostem času udeležili kakšnega dogodka v mesecu oktobru. Hvala lepa.